Ponavadi bi se krihal, če bila zunaj megla, ampak mislim, da danes je idealna za ta avto, ker nima nobene sodobne tehnologije. Praktično čist nobene, ampak ima pa eno posebno funkcijo. Lahko se vrne nazaj v prihodnost. Vsi tisti, ki ste vsaj približno najinih let ali pa še malo starejši, sigurno veste, o katerem avtu govoriva. Ko se ti ponudi priložnost, da spoznaš zvezdo filma Back to the Future, pač to noč zamudil, ni variante, res ne. Sigurno, da ne. Planirano je bilo, da bo njegova cena $12,000, to je za leta, se pravi 81 do 83, ko se jih je izdeloval, ampak pol je pa narasla na $24,000. Ampak danes se pa ocenjena cena giblje nekje okrog $65,000 oziroma pač nekaterim tudi več. Ja. Zdaj, poleg časovnega stroja, ki ga ta pač sicer nima vgrajenega, so prva in najbolj očitna funkcija tega avta tale huda vrata. Mogoče ste jih videli tudi že pri kakšnih drugih avtih, ampak res so wow faktor. Še ena zanimivost je v bistvu rozfrej zunanjost. Z njo so nekako tli dokazati, da se ne bi barva spremenila čez cajt in tukaj se pač definitivno ne bo. Kar se pa tiče golih številk, to je 2,9 litrski motor V6. Kar je pa mogoče smešno je pa tole, da ima sam 130 konjev. Ampak to ni njegov glavni namen. Itak pa vsi vemo, ko doseže 88 mil, lahko gremo nazaj v prihodnost. In ker se ti taka priložnost ne ponudi vsak dan, je zdaj skrajni čas, da se gremo malo zapeljati. Nazaj v prihodnost! Servota nima. Sem že pozabil, kak to. Ja. Brzine ima zame dolge, razumne razlike, boš videl. Recimo, zdaj imaš prva, recimo, vsak avto bi imel kratka, ta ima pa že prva dolga, ne? Se res dolga. A ne? Lahko čist normalno se da pele. Zdaj z drugim avtom bi se peljal tako druga, tretja, ne? Ja. Pa s temi obrati, a ne? Ja, to je pa res čist drugače. Bližje ti kaže, ja. Recimo v primerjavi s kakšnim Porschejem, a se pozna isto moč? Ne, jo, Ne, Porsche, je čez drugo. Ta, ti končni kot Porsche kaznarija, ne? Ja. Ta ima pri nizkih obratah navor, pa je pa kar konca, ne? Ja, pa je pa kar konca, pa se pa sam pelješ, ne? To je ta prav stik voznik pa avto. Ja, tako, točno tako. Mislim, imaš čez svoj feeling, imaš not v tema, ne? Če v tem uživaš, ne? Ja. Tu pozornosti, kad ta avto prtihne, ne vem, če še kakšen zdaj. Ne, tu je pa lej, jaz vidim, kad greš pa ci z nem tu, veš kako se gleda za tavati. Mislim, namrš se, vsako bulk, ja, veš, tu namrš se mislim, rečemo res. Kad da bi na filmska zvezda. Ja, mislim prav, da ti je že kot prav malo narodno, se mi zdi, kad greš, veš, kao vse bolj za tavati. Vse slikajo, vse. Ja. Pri starih avtih, kaj je skos kaj za... Ja, to je tak, se veš, tak je, posebno pa še pri takih, ker recimo Porsche, ker ti enkrat narediš mir. Ja. To je pa jajc, bom rekel, pa navaču povedno, ne, tu je. Kaj se stavljeni za vseh drugih avtov. Točno, to je to, ne. To se pa to zna. Ja. Se pa sem tudi malo ti statistične številke, 9,000 jih je bilo narejenih, a ne? Ja, tako piše. 6,5 jih pa še bilo. Bilo, da je takrat, jaz če sem v eni zadevi zamerkal, ne bi bilo rezervnih delov naročenih za 20,000 vozil. 20,000. V eni statistiki je pisalo. Ja, znam, da je res kar zanimivo, no. Da se ti napade, mislim, Ja, tak, res. sam sistem važne. Pasivno. Tukaj nizko, ne vem, če sem že daj skoraj ležal, no. Kot da si tabovodno, ja. Kot da je bil palit na plaž. Ja. Slovenski mojster DeLoreana. A ne? Ja. Ja, celo palitje ste na šravko. Ja, a veš koliko njih je podlože. Secna že malo rata, jaz to veš, ker mi rata malo
do vrha, pa moram biti na cajt naprej, da me spet zahrabe nazaj za šrafa. Ja, nekaj drugega vmes, da malo pa zabim na to, pa se mi pa spet da spet naprej. Vožnja z DeLoreanom je bila zgodovinska. Sedalni položaj zanimiv, kot da je bil na plašnem ležalniku. Ampak kako se pa pele? Noro. Tudi če ima samo 130 konjev, se moč zelo dobro čuti, navora ima ogromno. Zdaj smo pa še nekaj pripravili. No. Tako. In sicer, kot vidite, že lep čas nosva take lepe jakne, pa majice, vse od cestnega dirkača. No, za enega od vas, ki nam sledi na YouTubeu in na Facebooku, ali pa če nam še boste, bomo podarili eno majico. In sicer majico cestnega dirkača. Se pravi, vse, kar morate narediti, subscribati na YouTubeu in lajkati stran na Facebooku. To je to, če bi pa radi še malo več možnosti, pa dajte deliti, ne? Ja, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.